Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico z naslovom Obuti maček zagotovo že poznate, kaj ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo dogodivščinam pravljičnega junaka v klasični pravljici Obuti maček. Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel 3 sinove. Njegov mlin je stal na griču, okrog katerega so se na vse strani razprostirala rumena žitna polja. Vetrovi, ki so kar naprej pihali tod, pa so skrbeli za to, da vetrnice in kamni tega mlina nikoli niso mirovali. Leta so minevala skupaj z vetrovi ob tem mlinu, kjer je teklo življenje mirno in spokojno. Ljudem v njem ni primanjkovalo ne jedače, ne pijače. Kaj bi si torej še mnogi želeli? Nekega dne pa je mlinar zbolel. Čuteč, da se mu bliža zadnja ura, je poklical svoje sinove in jim rekel: Poslušajte me, otroci moji, kaj vam povem. Zelo sem star in čutim, da se bliža trenutek naše ločitve. Toda vi ste že odrasli in prepričan sem, da se boste znašli na tem svetu tudi brez mene. Zato mi ni težko umreti. Hudo mi je samo, da vam nimam kaj prida zapustiti. Ob ločitvi lahko izročimo vaše roke samo 3 stvari. Ker pa se nobene ne da razdeliti v 3 enake dele, se boste morali zadovoljiti s tistim, kar vam pripada. In mlinar je zapustil najstarejšemu sinu mlin. Srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem, samo najmlajši ni vedel, kaj početi s svojim mačkom. Lahko mojima bratoma, je začel tarnati, pogledujoč na svojega mačkona. Njima ne grozi ne beda, ne lakota. Toda kaj bom počel jaz, nesrečnež, s teboj, sivi mišelovec? Razen da te zakoljem in si naredim iz tvoje kože kučmo. Ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, je spregovoril maček v veliko začudenje svojega gospodarja. Marveč glej, da mi priskrbiš škornje, plašč, klobuk s perjanico in lovsko torbo, potem pa te napravim srečnega in bogatega. Vem, da si star prefriganec, je smeje se odgovoril mlinarjev sin. To najbolj zgovorno dokazuje množica miši in podgan, ki so ti prišle doslej v kremplje. Zato ti zaupam in pripravljen sem izpolniti tvojo željo. Kdo ve, morda se bo še vse obrnilo k dobremu. In mlinarjev sin je povezal svoje borne prihranke v culo in se z mačkom napotil h krojaču. Prosil ga je, naj naredi za njegovega prijatelja lep plašč. Krojač je privolil, nemalo pa se je začudil, ko mu je mlinarjev sin predstavil svojega 4-nogega prijatelja. Čeprav krojač še svoj živi dan ni šival za mačkone, se je hitro lotil dela, ker čudni naročnik ni vprašal za ceno. Lahko kar počakate, je rekel mlinarjevemu sinu, ker bo tako majhen plašč kaj hitro narejen. S plaščem čez roko se je mlinarjev sin potem napotil k klobučarju, kjer se je ponovilo vse tako, kakor pri krojaču. Od tam je mlinarjev sin s plaščem in klobukom, okrašenim z dolgo perjanico, krenil k čevljarju, ki se tudi ni mogel dovolj načuditi čudni naročnikovi zahtevi, nazadnje pa se je le lotil dela in se šil za mačka krasne visoke škornje iz črnega safijana. Brž ko sta prišla iz mesta, je maček za grmom obul škornje, ogrnil žametni plašč in si nataknil na glavo klobuk s perjanico. Tako načičkan je stopil pred svojega gospodarja, ki je sedel na kamnu in žalostno zoril nekam v daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil s taco in rekel:
Kaj praviš, gospodar, kakšen sem videti v tej obleki? Mlinarjev sin je pogledal mačka in moral se zasmejati. Boh me, videti si kot pravi grof. Rad bi samo vedel, kaj kaniš s to obleko in kako ti bo pomagala, da me napraviš srečnega in bogatega. Prepusti to meni, je rekel maček mirno, potlej pa je vrgel lovsko torbo čez ramo in namahnil na bližnjo gozdno jaso. Potem, ko si jo ogledal, je rekel: tu je pripraven kraj, kjer nastavim past in plen mi ne uide. Potlej je položil torbo na travo, razširil njeno odprtino z vrbovo vejico in položil v torbo prgišče žita. Končno se je skril za bližnje drevo in čakal. Ni trajalo dolgo, že so priskakljale 3 rebice in videč žitna zrna so jih začele zobati, pri tem pa so čedalje globlje lezle v torbo. Tedaj je maček planil izza drevesa, zadavil vse 3 rebice, jih stlačil v torbo, si jo oprtal na rame in jo mahnil naravnost na kraljevi dvor. Tam je zahteval, naj ga pusti pred kralja, češ da prinaša v torbi poslastice za vzvišeno dvorno mizo. Čeprav je imel kralj važne opravke, je imel za takšne obiske zmeraj dovolj prostega časa. Zato je ukazal, naj prišleca takoj pusti preden in sprejel ga je zelo ljubeznivo. Ko se je maček v škornjih bližal kraljevemu prestolu, se je globoko priklonil, obrisal pri tem s perjenico svojega klobuka marmorna tla pred seboj in rekel: Veliki kralj, moj gospodar, grof Karabas, mi je naročil, naj izročim vašemu veličanstvu v znak njegovega spoštovanja nekaj odbranih primerov pernate divjadi iz njegovega bogatega lovišča. Potem je odvezal torbo in vzel iz nje 3 rebice. Kralj, vesel tako nepričakovane osvežitve svoje mize, je takoj poklical kuharja in mu izročil dragoceno darilo, potem pa je naročil služabnikom, naj pospremijo mačka v kraljevo zakladnico in mu napolnijo torbo s toliko cekini, kolikor jih lahko odnese. Ob slovesu se je kralj milostno obrnil na mačka z naslednjimi besedami: Sporoči svojemu gospodarju moj pozdrav in zahvalo za darilo, ki me je prijetno presenetilo. S torbo polno cekinov iz čistega zlata se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Mlinarjevemu sinu so oči malo da ne skočile iz glave, ko je maček v škornjih stresel preden celo ploho blestečih cekinov. Hotel ga je vprašati, od kod mu tolikšno bogastvo, pa ni mogel od silnega začudenja izgovoriti nobene besede. Toda to je bilo šele prvo v vrsti presenečenj, ki so čakali mlinarjevega sina. Drugi dan je prišel maček na dvor s 3 rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila iz lovišča svojega gospodarja. Ob neki priložnosti je maček v škornjih izvedel, da se kralj dogovarja s princeso, svojo hčerjo, da bi se odpeljala v kočiji na sprehod po okolici. Tako je sklenil izkoristiti to priložnost. Na vso moč je pohitel k svojemu gospodarju in zaklical: Gospodar, če me hočeš ubogati, vedi, da ti sreča ne uide. Pojdi se takoj z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem. Ne da bi mnogo spraševal, je mlinarjev sin pohitel za mačkom k reki. V tem, ko se je kopal na kraju, ki mu ga je pokazal maček, je prispela kraljeva kočija, v katero sta bila vprežena 2 krasna konja v zlati opravi. V naslednjem trenutku je maček kriknil na ves glas: Pomagajte, pomagajte, milostljivi grof Karabas bo utonil! Zdaj je začel tudi mlinarjev sin klicati na pomoč in kliniti, da mu teče voda v grlo, pri čemer je kdaj pa kdaj tudi izginil pod vodo, tako da so mu molele iz nje samo roke, s katerimi je obupno krilil. In ko je kralj slišal klice na pomoč, je ustavil kočijo in pomolil glavo iz nje. Grof Karabas, je vzkliknil osuplo, da to ni tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal divjačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga. V tem, ko so kraljevi služabniki hiteli proti reki, je lukavi maček skril ponošeno obleko svojega gospodarja v grm, pristopil k kraljevi kočiji,
se odkril in globoko priklonil rekoč: Ah, milostljivi kralj, mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča. Medtem ko se je kopal, so se priplazili lopovi in mu ukradli dragoceno obleko. Ker se je vse to odigralo v bližini dvora, je kralj ukazal služabniku, naj izpreže konje iz kočije in se urno vrne na dvor, odkoder naj prinese iz kraljeve sobane najdragocenejšo obleko. Služabnik je oddirjal in se kmalu vrnil na penastem marabcu z obleko za grofa Karabasa, ki je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Kraljeva obleka mu je imenitno pristojala in ker je bil po vrhu visoke in vitke postave, je bil takoj všeč kraljični, ki je brž prišepnila očetu na uho, naj nemudoma povabi grofa Karabasa na kosilo, kar je kralj rade volje tudi storil. Potem se je grof Karabas z izbranimi besedami zahvalil kralju za izkazano pomoč in za čast, da ga je povabil na kosilo, mu je kralj predlagal, naj prisede v kočijo in se mu pridruži na jutranjem sprehodu. Mlinarjev sin je komaj čakal na to, brž je zlezel v kočijo in sedel k princesi. Medtem pa si je maček, ki je skromno odklonil vabilo, naj sede na gornji sedež v kočijažu, zadovoljno imel tace in tekel pred kočijo, da bi do kraja uresničil svojo lokavo zamisel. Kmalu so prispeli do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili. Čujte, kosci, se je obrnil obuti maček nanje. Kmalu se pripelje tudi mimo naš milostljivi kralj v svoji kočiji. Če bi vas vprašal, čigav je ta travnik, mu odgovorite, da pripada plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas pretepem tako, da boste svoje kosti v vreči odnesli domov. Kmalu je prispela kraljeva kočija in ko je kralj pomolil glavo iz nje in vprašal, čigav je ta lepi travnik, so kosci v en glas vzkliknili: Plemenitega grofa Karabasa. Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Gredoč mimo velikega žitnega polja, kjer so žanci nosili snope v kopice, je zaklical: Poslušajte me, žanci! Kmalu se pripelje mimo v kočiji naš milostljivi kralj. Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mu odgovorite, da pripadajo plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas bom požrl ko miši. Videč, da se s tem čudnim obutim mačkom ni dobro šaliti, so se žanci hudo ustrašili in ko jih je kralj mimogrede vprašal, čigava so ta žitna polja, so vzkliknili v en glas: Plemenitega grofa Karabasa. Kralj je zadovoljno pokimal z glavo in se odpeljal naprej. Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu pripeljal kralj. Grad je pripadal zloglasnemu čarovniku. Ne da bi le za trenutek okleval, je obuti maček, ki je bil enako pogumen kakor lokav, stopil pred grajskega gospoda in se mu po globokem poklonu začel prilizovati, rekoč: Visoko spoštovani in slavni gospodar, po vsem svetu se je razširila slava vašega imena in vaše čarovniške moči. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje. Toda moja sreča bi bila še popolnejša, če bi se mogel na lastne oči prepričati o vaši čudodelni moči. Slišal sem namreč, da se lahko za šalo spremenite v katerokoli zver. Ali to drži? Ob pogledu na drznega pritepenca se je čarovnik razjezil, ko pa je slišal neznančeve laskave besede, ki so godile njegovemu slavohlepju, pa se je naposled povsem omehčal, molče vzel svojo čarobno palico, zamrmral nekakšne čarobne besede in v naslednjem trenutku je stal pred prestrašenim mačkom ogromen, strašen lev. Maček je ves iz sebe skočil za omaro, odkoder je hrabno brevsknil: Imenitno, sijajno! Samo ne verjamem, da bi se z enako lahkoto lahko spremenili v kakšno majčkeno zverinico, na primer v miško. Ho, je rekel čarovnik prezirljivo, potem ko je spet privzel človeško podobo. Posmehuješ se mi? In ponovno je zamahnil s čarobno palico
in v naslednjem trenutku se je njegovo telo začelo krčiti, bilo je čedalje manjše, dokler se ni naposled spremenilo v majčkeno sivo miško. Ne da bi se le za hip obotavljal, je maček planil nanjo in jo slastno pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj uspel vprašati mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasni grad, je obuti maček stekel po marmornatih stopnicah, odprl vrata kraljeve kočije in se globoko priklonil rekoč: Dobrodošli v hiši milostljivega gospodarja grofa Karabasa. Ali smem v imenu svojega gospodarja povabiti vaše visočanstvo in veličanstvo na skromno zakusko? Kralj je vabilo milostno sprejel in kmalu so vsi sedeli za bogato obloženo mizo, ko je bil čarovnik pripravil za svoje prijatelje. Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, se ni mogel premagati, da ne bi grofu ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljevine, na kar je mlinarjev sin komaj čakal. Nato je kralj vzdignil čašo in nazdravil mlademu paru, želeč mu mnogo sreče. Še isti dan je bila na kraljevem dvoru njuna poroka. In po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval vso kraljevino in obuti maček je postal njegov prvi dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil na lov na miši ali podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja zmeraj na pretek. Tale domišljijska pravljica je zgodba o uspehu v pravem pomenu besede, kaj ne? Zanimivo, kako je maček z vztrajnostjo in prebrisanostjo uspel uresničiti svoje sanje. Ali pa so to bile sanje njegovega gospodarja? Kdo bi vedel? Otroci, sledite svojim sanjam. Verjemite vanje in slej ko prej vas bo pot pripeljala tja, kamor si želite. Ne pozabite še pokukati v YouTube kanal Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni pravljici. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratna pravljica nosi prav poseben čar. Namreč Rea poklanja današnjo pravljico svoji sestrici Tari, ki je v začetku meseca julija praznovala rojstni dan. Tara, vse najboljše in najlepše ti želim. Tokrat bomo prisluhnili čudoviti pravljici o pravem prijateljstvu. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Tarini pravljici z naslovom Muca Mija in rojstni dan, nastali izpod peresa čudovite slovenske pisateljice Helene Kraljič. Muca Mija, dremucka v senci. Prideš v soboto k meni na rojstni dan? Jo predrami glas krave Katje. S seboj pripelji še kakšnega prijatelja. Seveda, prišli bova z Miško Maško, veselo odgovori Mija. Prišla boš z Miško? Se nasmihne Katja. Ovca Oliva bo s seboj pripeljala najmočnejšega medveda Mitjo. Koza Kaja bo s seboj pripeljala najpametnejšo sovo Sonjo. Kokoška Katarina pa bo s seboj pripeljala najveličastnejšega pava Primoža. Muca Mija nekaj časa premišljuje, potem pa zamišljeno odide k najzvitejši lisici Lizi in ji reče: V soboto ima krava Katja rojstni dan,
pa sem mislila, da bi šli skupaj k njej. O, seveda, se dobrika lisica. Še prej pa te prosim, da zlezeš na drevo in mi prineseš tisto gnezdo, v katerem so ptičji mladiči, zdaj, ko sva prijateljici. Mija jo po strani pogleda in si misli: kar sama pojdi po gnezdo, zvitorepka, nočem take prijateljice. Odide do najstrašnejšega leva Leona in ga vpraša: v soboto ima Katja rojstni dan, pa sem mislila, da bi šla skupaj k njej. Z veseljem. Ko pa sva že postala prijatelja, bi te prosil za uslugo. Moje žene še ni zlova, jaz pa sem zelo zaspan. Bi ti nahranila moje mladičke? Mija ga jezno pogleda in si reče: nič boljši ni od lisice, nočem takega prijatelja. Mija nazadnje odide k največjemu slonu Simonu. Krava Katja praznuje rojstni dan, bi šel z mano? Slon Simon Mije še opazine. S svojimi velikimi stopali taca proti njej in jo skoraj pohodi. Od nekod se pojavi miška Maška. Postavi se pred slona in začne na vso moč cviliti, da slon v strahu pobegne. Mija objame prijateljico in zamjavka. Bi šla z mano na Katjin rojstni dan? Seveda, zacvili miška in od navdušenja skoči visoko v zrak. Muca Mija je presrečna. Stisne prijateljico k sebi. Počaščena je, se bo na rojstni dan pripeljala najboljšo in najpogumnejšo prijateljico na svetu. Bravo, muca Mija ter miška Maška. Pravljica, ki nas opomni, kako lepo je imeti ob sebi pravega prijatelja. In da ne pozabim, tudi kravi Katji želim vse najboljše za njen rojstni dan. Tara, res čudovita pravljica, ki riše nasmeh na obraz in poboža srce s svojo nežnostjo. Verjamem, da ti bo pravljica, ki ti jo je poklonila sestra Rea, ostala v najlepšem spominu. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni rojstnodnevno obarvani pravljici z naslovom Kameleonček, ki ni znal spreminjati barve. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte ter uživajte v lepih dneh s svojimi prijatelji. Pravličen pozdravček Tari ter seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Miška. Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se maček Muri. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je pa zagotovo tista, ki jo vsi poznate. Le kdo ne bi poznal pravljice, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kajetan Kovič z naslovom Maček Muri. Res je. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tejle pravljici. Maček Muri. Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se maček Muri. S taco si oči pomane, vzdigne rep in hitro vstane. Mačjo posteljo prezrači, mačjo suknjo pokrtači in na zajtrk se odpravi v krčmo pri veseli kravi. Tam ga čaka stalna miza in točajka muca Liza,
ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka. Objedači poglobi se Muri v mačje časopise. Vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike. Potlej plača in čez cesto gre na sprehod mačje mesto. V mačjem mestu imajo same mačje stvari in predvsem nobenega psa. Če pa se že kakšen prikaže, mora imeti nagobčnik. In ker psi ne marajo nagobčnikov, ne hodijo v mačje mesto. Zato se po glavni ulici sprehajajo samo mački in mačke. Hodijo na mačji trg, kjer pri brkatem Marku kupujejo ribe iz mačjega morja. Sredi trga stoji mačja občina. Tam uraduje mačji župan, ki mu pravijo veliki maček. Kadar stopi na balkon, ga vsi malčki na trgu pozdravijo. Veliki maček jim zmeraj sporoči kakšno prijetno novico. Včasih jim reče: v nedeljo popoldne bo v mačjem parku velika tombola. Glavni dobitek je maček v žaklju. Ali pa pravi: danes ob 3 bodo v velikem drevoredu mišje motorne dirke. Občinstvo prosimo, naj ne poje tekmovalcev. In tako so dnevi v mačjem mestu zelo veseli in čisto po mačjem okusu. Maček Muri stanuje v Vrtni ulici, v stari hiši na robu veselega mesta. Zdaj ga ni doma, ker koraka po glavni ulici proti mačjemu trgu. Hotel je kupiti ribe, vendar si je premislil in bo raje kosil v gostilni pri Črnem mačku. Da mu ne bo dolg čas, je sklenil, da bo na kosilo povabil prijateljico Muco Maco. Ker stanuje Maca na drugem koncu mesta, ji mora Muri telefonirati. Muca Maca je zaspanka, prava mačja Parižanka. Spala bi, če bi se dalo, do večerje in še malo. V svoji mali mačji hiši nič ne vidi, nič ne sliši. Dokler telefonski zvonci je ne vržejo pokonci. Najprej kličejo veliki in učeni maček Miki. Vprašajo: kako je s tabo? Maca reče: hvala, slabo. Komaj odloži slušalko, oglasi se Muc Mijavko. Govori in sploh ne neha. Maca zraven glasno zeha. In že kliče krasni Pepe, ki frizira mačje repe. In za njim veliki Čombe, ki nastavlja pasje bombe. In za njim brkati Marko, ki prevaža ribjo barko. In še stari Rigoleto, ki prodaja mišjo dreto. Malo po 10. uri oglasi se maček Muri. Maca sprejme povabilo, z njim odšla bo na kosilo. Ker je imel do kosila še 2 uri časa, se je šel Muri sprehajati na glavno ulico. Hodil je malo po levi in malo po desni strani, ter tu in tam pogledal v kakšno izložbo. V slaščičarni mačji jeziki je videl 4 nadstropne torte. Ker pa ni spadal med sladkosnede muce, je šel kar naprej. V čevljarski delavnici pri obutem mačku so stali v izložbi najnovejši škornji. Hotel jih je pomeriti, vendar niso imeli njegove številke. V draguljarni mačkine solze je videl ogrlico iz pravih mačjih biserov. Bila je tako lepa in tako draga, da se je vsaka mačka pred izložbo razjokala. Ustavil se je pred knjigarno, kjer je bila razstavljena debela in pisana mačja kuharska knjiga. Napisal je lepi Žane, glavni kuhar v gostilni pri Črnem mačku. Muri se je ob misli na današnje kosilo kar vnaprej obliznil. Medtem sta policaja Mucel in Macel po drugi strani ceste peljala v zapor velikega Čombeja. Ko sta ga prijela, je imel pri sebi 4 pasje bombice in je hotel oropati banko. Muri je šel naprej in je skozi okno brivnice pri obritem Mucu zagledal župana, velikega mačka, ki mu je krasni Pepe pravkar česal brke in kodral rep. Potem je prišel do velike hiše, na kateri je bil napis Mačja šola. Pred vrati je stal hišnik Macafuzelj, v šoli pa so učenci peli mačjo preštevanko. 1 mačka, 4 miši. Gluha koza nič ne sliši. 4 mačke, 1 miš. Gluha koza, ti loviš. 1 mačka je vesela, 1 miš pa škodo dela.
Ena koza pa ima sredi glave 2 roga. Ene mačke ni pri hiši, plešejo vesele miši. Koza sede na balkon in igra na bombardon. Eni mački dajmo suknjo, eno miš zaprimo v luknjo. Eno kozo dajmo spat v mlečno-beli kozji grad. Ena mačka vleče dreto, 4 so odšle po svetu. Zjutraj pride bela miš, gluha koza, ti loviš. Medtem pa se je Muca Maca napravila in se malo pred 12 z mačjim avtobusom odpeljala v mesto. Potnikov je bilo malo. Razen nje so se peljali še upokojeni mačji brivec Figaro, učenka glasbene šole Pika s harmoniko ter kuharica Mija in sobarica Maja, ki sta delali v mačjem hotelu v popoldanskem času. Seveda sta bila v avtobusu tudi mačji šofer in mačji sprevodnik. Ko so se peljali skozi veliki drevored, se je nad avtobusom nekaj zabliskalo in potem zaropotalo po strehi. Joj, je vsaj sebe rekla učenka Pika, to je bil gotovo leteči krožnik. Šofer je ustavil avtobus in stopil na cesto. Tako je videl, da na streho ni priletel leteči krožnik, ampak leteči maček Felix, ki je med plezanjem po drevju stopil na napačno vejo in padel na avtobus. Šofer je bil v spasi in je takoj poklical mačjo Milico. Mačka Felixa so zaradi oviranja prometa in nedovoljenega lova na ptiče odpeljali na miličniško postajo. Za kazen je moral plačati 5 mačjih dinarjev. Avtobus je medtem odpeljal naprej in se ustavil na mačjem trgu. Tam je Maco že čakal Muri in odšla sta v gostilno pri Črnem mačku. Sedla sta za mizo na senčnem vrtu in natakar jima je prinesel jedilnik. Na jedilnem listu zbrana je najboljša mačja hrana. Cmok iz ribanega kruha, mačji žganci, mačja šara, mačji gulaš in obara. A za lačne mačje strice so na voljo krvavice. Glavni kuhar, maček Žane, praži jetra in možgane. Peče ribe, kuha rake, fine zrezke in omake. Tu je mleko, tu je kava, tu je sir in zelenjava. Tu je mačji grah v rižoti, mačje torte in kompoti. In za sladkosnede sinke tudi mačje palačinke. Muri naroči za Maco cmoke in pečeno raco, zase pa kokošjo juho in govedino s prikuho. Pod zeleno senčno smreko pijeta ledeno mleko in od fine hrane sita, mačjim šalam se smejita in tako na vse strani hitro mačji čas beži. Po kosilu je šla Maca obiskat prijateljico Mico. Maček Jumbo, Micin mož, je bil na službenem potovanju v Tigraniji in tako sta Mica in Maca lahko nemoteno klepetali o mačjih prijateljicah, o mačji modi in mačjih otrocih. Mica je imela 2 otroka, Mikija in Miko. Miki je hodil v 3. razred, Mika pa v 1. Oba sta bila pridna učenca. Mica je bila nanju zelo ponosna. Ko je prišla Maca, sta ravno končala domače naloge in sta se šla igrat. Miki je delal prevale, Mika pa je lovila svoj rep. Potem sta igrala karte in nato sta se skrivala. Mika je zlezla v omaro in Miki je ni mogel najti. Bil je jezen, a ne preveč. Mica je rekla otrokoma, naj povesta teti Maci kakšno pesmico. Mika je bila takoj za to. Priklonila se je in rekla: Jaz sem mala muca Mika, ko bom zrastla, bom velika. Maca jo je pohvalila. Miki pa je rekel, da ne zna nobene pesmice. Po dolgem Micinem prigovarjanju pa se je le ene spomnil. Rekel je: Sosed Jaka pita polhe, mi imamo v hiši bolhe. Maca se je zasmejala, Mica pa je zavpila: Joj, kje pa si to pobral? Pri hišniku Macafuzlju, je zacvilila Mika. To žljivka, je rekel Miki in ji pokazal jezik. Mir, je rekla Mica. Zdaj bosta hitro pojedla in potem še hitreje zaspala. Mucka sta ubogala. Popila sta mleko in zlezla v posteli. Mikina postelja je bila roza, Mikijeva pa modra. Mica in Maca sta jima zapeli mačjo uspavanko. Muce bele, muce črne,
Muce zlate in srebrne, več ne smejo klepetati, morajo takoj zaspati. Zlato sonce gre za morje, bele sanje čez obzorje. Sanje so velika skleda, pol iz mleka, pol iz meda. Ko jim sanje zadišijo, bele muce prse spijo in za njimi tudi črne in še zlate in srebrne. Medtem ko je bila Maca pri Mici, je sedel Muri s prijateljem Mavom na mačjem štadionu. Danes je bila velika tekma. Igrala sta nogometna kluba Mačkon in Mucek. Mačkoni so bili iz sosednjega mesta, Mucki pa domačini. Zato so gledalci navijali za Mucke. Kričali so: "Živeli Mucki! Fuj Mačkoni!" Ampak Mačkoni so se kljub temu ves prvi polčas dobro držali. Šele v drugem polčasu so prejeli prvi gol. Gledalci so bili navdušeni nad domačimi igralci in so zapeli: "Mucki so se zapodili in so strašen gol zabili." Potem je bila gneča pred vrati Muckov in nekaj igralcev je obležalo na tleh. Sodnik Mačkovič je dosodil 11 metrovko. Navijači so žvižgali. Najbolj se je razkačil veliki Čombe. Malo je manjkalo, da ni skočil na igrišče. Zakričal je: "Sodnik je bik!" Čombe bi pravzaprav moral biti v zaporu, a policaja Mucel in Macel so si hotela ogledati tekmo in sta ga vzela s seboj. Vse je utihnilo. Srednji napadalec Mačkonov se je silovito zagnal in streljal, a vratar Muckov je žogo ujel. Ves stadion je hrumel od veselja, Mav pa je objel Murija in rekel, da ga bo povabil na veliko mleko. Zdaj so se Mucki še bolj zapodili in so zabili še 3 gole. In tako so zmagali s 4-0. Gledalci so mahali zastavicami. Domača godba je zaigrala nogometno koračnico in najbolj vneti navijači so peli: "Enka Mucek kar takole vam zabije 4 gole." Nekaj časa je pel tudi Mav, potem pa je postal žejen in z Murijem sta odšla na veliko mleko. In tako se Murijev dan v mačjem mestu počasi končuje. Njegovi prijatelji so se razšli na različne kraje. Maca gleda mačjo televizijo, hišnik Macafuzelj pripoveduje otrokom pravljice o levih, Mav je šel na nočni lov, policaja Mucel in Macel pa s Čombejem v zaporu igrata karte. In tako se vsi prijetno zabavajo. Muri koraka proti Vrtni ulici in premišljuje, kaj bo danes zapisal v mačjo knjigo. Muri je namreč pisatelj in župan mu je naložil, da mora popisati vse pomembne dogodke, ki se zgodijo v mačjem mestu. Tako je že leta, večer za večerom. Ko zaspijo stare hiše, Muri mačjo knjigo piše. Staco si podpira glavo, pije močno mačjo kavo. In šele ob polnoči zadnjo piko naredi. Pod srebrno rimsko cesto spi že celo mačje mesto. In ob tej zaspani uri posteljo gre tudi Muri. Še budilko si navije in čez glavo se pokrije. In potem do jutra spi, ko ga zvonček prebudi. Čudovita pravljica, kaj ne otroci? Tudi sama se spomnim, ko sem bila tako majhna kot vi, sem velikokrat prisluhnila tejle pravljici, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kaj Tanković. Torej maček, Muri. Prav simpatičen je, kaj ne? Tako. Dragi otroci, če si želite slišati še kakšno pravljico, pokukajte v kanal Moj knjižni kotiček in ne pozabite se naročiti, da boste nenehno v stiku z novimi pravljicami. Lepo se imejte in en mači. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnja pravljica bo zagotovo všeč vsem ljubiteljem televizijske uspešnice Tri Mucke, v kateri nastopajo očka, mami, Čoko, Roli in Lučka. Prikupna mačja družina se velikokrat znajde v težavah. Le kaj se jim je tokrat pripetilo?
Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Tri mucke, piknik. Bil je prekrasen dan, zato sta se mami in očka odločila peljati Čoka, Lučko in Rolija na piknik. Mucke so spakirale vse, kar so želele vzeti s seboj. Neskončno so se veselile, kaj vse bodo počele na pikniku v naravi. Lučka bo zgradila veliko peščenih gradov, Čoko bo izvedel maratonsko branje v naravi, Roli pa bo tekal naokrog. Mami je prinesla polno košaro, kar je Čoko takoj opazil. Poglejte to, koliko okusnih prigrizkov! Piknik ni piknik brez košare okusnih dobrot, je pritrdila mami. Očka je še rekel, naj preverijo, da niso česa pozabili, in veselo naznanil. Roli in ti Lučka in Čoko, čas je za piknik! Mucke so zamjavkale. Super! Mijav, 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 mijav! S košaro okusnih dobrot na strehi avtomobila so se zapeljali po gozdni poti. Toda nihče ni opazil, da se je košara zataknila za drevesno vejo. Lučka, Roli in Čoko so med vožnjo prepevali. Na piknik gremo in komaj čakamo. To res nas veseli, ker skupaj smo vsi. Ko so prišli na jaso za piknik, je očka razočarano ugotovil, da ni košare z dobrotami. Nihče ni vedel, kam je izginila, tudi mami ne. Res ne vem, je rekla. Morda je ostala doma, ali pa smo jo izgubili. Čoku je šlo na jok. Medtem je Roli dobil izvrstno idejo. Hej, kaj pa, če gremo z raketnim letalom domov, vzamemo košaro in priletimo takoj nazaj? Mami mu je razložila, da je to dobra ideja, a letale tam ne morejo pristati, ker je veliko dreves. Potem se je Lučka spomnila. Kaj pa, če naročimo pico, mami? Mami je odvrnila, da dostavljalec pic ne more pripeljati pice na naslov nekje sredi gozda blizu nekega ribnika. In je pristavila. Prepričana sem, da se bo vaš pametni očka nečesa spomnil. Ter mu porinila ribiško palico v roke. Očka se je predramil. Hej, ribiška palica, lahko vam nalovim kaj okusnega? Lahko bomo imeli piknik? Je vzkliknila, ne, to pa ni v redu, napaka. Lahko bomo imeli piknik, je vzkliknila Lučka. Juhu! Medtem ko sta mami in Lučka iskali veje, da bi zanetili ogenj, so očka, Čoko in Roli šli lovit ribe. Očka je rekel. Pri ribolovu moraš biti potrpežljiv. Očka, Čoko in Roli so bili potrpežljivi, a v gozdnem ribniku ni bilo nobenih rib. Ko se je že zdelo, da je vendarle nekaj prijelo, je mami že hitela netiti ogenj, a je slišala Rolija reči: Ujeli smo samo nagajivo žabico. In še ta je skočila nazaj v ribnik, je dodal Čoko. Mami je predlagala, naj poiščejo hrano v gozdu. Lučki se je ta ideja zdela odlična. Očka, ti zaneti ogenj, mi pa gremo gobarit. Roli je vzkliknil. Super, si za mano! Čoko se je strinjal. No, nekaj je treba pojesti. Roli in Lučka sta prinašala gobe, ki sta jih nabirala v gozdu, Čoko pa je s pomočjo svojega vodnika v gobah ugotavljal, katere so užitne in katere so strupene. Mami je ves čas budno spremljala dogajanje. Ko so nabrali dovolj gob, so mucke stekle k očku, ki je bil zadolžen za ogenj. Skuhajmo jih, očka, je rekel Čoko. Žal so vžigalice v košari z dobrotami, je nemočno povedal očka. So mucke razočarane vzdihnile. Mami je odločno dejala, da surovih gob že ne bodo jedli. Čoku se je utrnila zanimiva zamisel. Lahko drgnemo palice drugo ob drugo, tako so v starih časih zanetili ogenj,
To je znanost. Odlična ideja, Čoko, je rekla mami. Očka je globoko zajel sapo in pihal. Ob tem pa je začel kašljati. Lučka je predlagala, naj pomagajo očko. In tako so Lučka, Roli, Očka in Čoko začeli pihati. Tudi kihnili so večkrat, kar jih je spravljalo v dobro voljo. Naposled pa je Roli vzkliknil: "Zanetili smo ogenj!" Družina Muck bo lahko na ognju pripravila gobe. Vsi so bili zadovoljni in očka je uradno odprl piknik z besedami: "Naš piknik spet poteka po planu." Očka je igral na kitaro, mucke pa so združno zapele: "Na pikniku je lepo, čeprav ni vse po planu šlo. Veseli smo, da smo tu, zdaj vriskamo, juhuhu." Medtem pa je mami poskrbela za pojedino. Gobe so skoraj pripravljene. In potem je na prt položila sklede polne gozdnega sadja in za sladico borovnice, brusnice in maline. Izkazalo se je, da je mami na skrivaj nabrala kup gozdnega jagodičevja. Takšnega razpleta nihče ni pričakoval. Lučka, Roli in Čoko so vzkliknili: "Super! Mijav, 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 mijav!" Navkljub vsemu je bil piknik odličen. In cela družina je bila presrečna. Ja, tale mačja družina se pa vseh težav loti na prav poseben, spreten način in težave v bistvu postanejo novi izzivi. Toliko pozitivne energije, spodbudnega razmišljanja ter iskanja rešitev namesto težav. Bravo, Mucki! Otroci, prisluhnite še kakšnim drugim pravljicam o muckih, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Uživajte ter vstopite v vsak nov dan s prijetnimi občutki. Lepo se imejte. Čau, čau! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam dečku Rafaelu, ki ob večerih zelo rad prisluhne pravljicam. Najlepša hvala. Tokrat pa pravljico poklanjam tudi mucki Hajdi, za katero Rafael zelo lepo skrbi. Bravo, vse pohvale. Tokrat bomo prisluhnili prav posebni dogodivščini o beli muci, ki si je želela nekaj zelo posebnega. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Rafaela in njegovo mucko Hajdi z naslovom Bela muca. Bela muca Ina se je zgodaj zbudila. Pritegnila je tačke in pogledala mamo muco, ki je še spala. Njen mehki tigrasti kožušček se je žametno svetlikal v jutranjem soncu. Lepa je mjavknila Ina in poškilila na svoj beli trebušček. Tudi jaz bi bila rada taka lepa progasta muca. Še enkrat se je pošteno pretegnila in odkorakala ven. Mijav! Sonček je že visoko na nebu, danes bo prav čudovit dan. Le kaj naj počnem? Mijav! Že vem. Poiskala si bom krasne debele črte za svoj kožušček. Hočem točno take proge, kot jih ima moja mami. Če bi le vedela, kdo mi jih lahko pomaga poiskati. Kaj? A črte hočeš? Se je začudila miška in se globoko zamislila.
Že vem. Na repu si naredi pentljo. To je prvi korak do črt in prog. Pomagala ti bom. Tole pa sploh ni bilo težko. Se je zasmejala Ina in vesela občudovala svoj repek s pentljo. Zajček je grizljal slasten korenček. Ne. Samo pentlja ne bo dovolj. Tako ne boš dobila tigrastega kožuščka. Okrog vratu si moraš obesiti korenček. Na, vzemi mojega. Presenečeni Muci je prijazno pomolil kar svoj korenček. Hvala, je zajecljala Ina in ponosno odkorakala. S pentljo na repu in korenčkom okoli vratu. V svoji pasji hiški jo je s krohotom pričakal kuža. Hecna si, je zalajal. Zakaj pa imaš pentljo na repu in korenček okrog vratu? Ker bom tako dobila tigrast kožušček, mu je razložila Muca Ina. Aja? Ampak potem moraš pa obuti še rdečo nogavičko na zadnjo levo tačko. Snemi jo tamle z vrvi, gotovo je že suha. Muco je volnena nogavička pošteno praskala po tački, pa je le tiho zamjavkala in potrpela. Za lepoto je vedno treba potrpeti. To vedo tudi majhne muce. In Mucka si je strašno želela postati lepa, tigrasta, progasta, črtasta muca. In sicer čim prej. Že vidiš moje črte? Je Muca povprašala ovčko. Ne, kakšne črte? Njih še. Ampak, če hočeš dobiti tigrast kožušček, moraš glasno blejati tako kot jaz. Be, se je smejala ovčka. Prav, pa bom, je rekla Muca, pomahala s tačko v nogavički, z repom s pentljo in s korenčkom okoli vratu. Sredi travnika se je mirno pasla krava. Jo je pozdravila Muca Ina. O, Ina, ti si? Zakaj pa blejaš kot ovčka? Ker bom le tako dobila proge in postala tigrasta muca. Aha, ampak zato moraš hoditi po 3 tačkah, veš? Se je namuznila krava. In tako je Muca Ina odskakljala domov po 3 tačkah, s pentljo na repu, s korenčkom okrog vratu, z rdečo nogavičko na zadnji levi tački. Be, je blejala na ves glas. Ejoj, iskanje prog je pa res utrudljivo, je zasopihala. Ampak moram vztrajati, najlepša tigrasta muca bom. V daljavi je že videla dom. Na pragu jo je čakala mami. Kje si se pa potepala, Ina? In kakšna si? Kaj se je zgodilo? Rada bi imela tak kožušček, kot ga imaš ti, mami. Tigrast. Zato mi je miška rekla, naj si na repu naredim pentljo. Zajček mi je povedal, da si moram okrog vratu obesiti korenček. Kuža mi je naročil, naj si nataknem eno rdečo nogavičko. Ovčka mi je zabičala, da moram glasno blejati. Krava pa, naj hodim po 3 tačkah. Res ne vem več, kaj naj še storim, je obupano javkala Muca Ina. Trapica moja, jo je pobožala mami. Tako že ne boš dobila tigrastega kožuščka. Prijatelji so te grdo povlekli za nos. Ampak zame si najlepša mucica, s črtami ali brez. In cmoknila je malo Ino na mokri smrček. Za norca so me imeli, je posmrkala Ina in odcacala iz hiše. Nikoli ne bom tigrasta muca. Na vrtu je zagledala modro klop. Čudno,
Še včeraj je bila zelena, je zehnila. No, saj je pravzaprav vseeno. Klopca je klopca, na vsaki lahko zaspim. Pretegnila se je, se zvila v klobčič in zadremala na toplem soncu. Ko se je sonček skril za oblak, se je muca prebudila, se spet pretegnila in široko zazehala. Naenkrat je na tačkah, na trebuščku in na repu zagledala vse polno črt, modrih črt. Proge, prave pravcate proge! Ina je od veselja poskočila, švignila z modre klopi in urno stekla domov. Mami, poglej, zdaj sem čisto prava tigrasta muca. Mjav! Ja, čudovita pravljica, ki nas prijazno opomni na pomembnost sprejemanja samega sebe ter zaupanja v sanje. Saj nikoli ne vemo, kdaj nas pripeljejo do česa čudovitega. Rafael, verjamem, da ti je pravljična dogodivščina muce Ine narisala nasmeh na obrazu in ti polepšala večer. Naj te zgodbe še naprej razveseljujejo in ti prinašajo najlepše sanje. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Brez panike, s knjižnima junakoma Kačo Vilmo ter Miškom Benjaminom v glavni vlogi. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj vam sanje nežno rišejo poti v čarobne svetove. Pravličen pozdravček Rafaelu ter mucki Hajdi, ter pa seveda tudi vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte. Čau, čau. Bravo. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Sofiji in Zoji, ki zelo radi prisluhneta pravljicam. Včasih so pravljice njuna popotnica tudi kar med vožnjo v avtu. Hvala. Sofija in Zoja bi želeli prisluhniti simpatični pravljici, v kateri bo knjižni junak spoznal moč besed ter moč prijaznosti, ki lahko marsikomu spremeni ter polepša življenje. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Sofije in Zoje z naslovom Pismo. Nekega dne je veter našel pismo. Poštar, ki ga je v močan naliv, ga je izgubil, ne da bi to sploh opazil. Pismo je obležalo v luži. Voda je razmazala črke na kuverti, da je bilo nemogoče razbrati, kdo je pismo poslal in komu je bilo namenjeno. Veter, ne bodi len, je kuverto odprl in pismo prebral. Kako lepo pismo! V njem je pisalo le: všeč si mi. Pismo je tako lepo, si je rekel veter, da bi bilo resnično škoda, če ne bi prišlo do svojega naslovnika, kdorkoli že je. Odločil se je, da ga bo odpihnil v zrak, da bo pismo samo našlo svoj cilj. Dvignil ga je visoko, vse do neba, nato pa ga je spustil. Pismo je nekaj časa plavalo po zraku, nato pa pristalo na strehi gospoda Mačkuna, se pritihotapilo skozi dimnik
in pristalo na glavi mačka, ki je v tistem trenutku dremal na slanjaču. Gospod Mačkon je bil zelo čist in urejen gospod. Živel je v prijetni in udobni hiši, ki bi bila gotovo všeč vsakemu prijatelju in gostu. Toda gospod Mačkon je bil pust in trmast. Nobenega prijatelja ni imel. Obiskov ni prenašal, še poštarju ni odprl vrat. Bolje je biti sam kot v slabi družbi. Je godrnjal sam sebi v tolažbo, ko se je počutil osamljenega, kar ni bilo redko. Ko pa je gospod Mačkon pismo prebral, čeprav še sam ni vedel, zakaj, se je močno razveselil. Nekomu sem všeč, si je rekel in kar žarel od sreče. In odločil se je, da bo odkril, kdo mu je poslal skrivnostno pismo, ki mu je prineslo tolikšno veselje. Brez pomišljanja in omahovanja se je odpravil ven, da bi našel neznanega pošiljatelja. Na ulici je srečal gospo Gosko, ki je bila s težko košaro namenjena na kmetijo. Kaj pa, če je ona? Se je vprašal maček. Misel mu je vlila pogum, da ji je ponudil pomoč, ter ji preostanek poti nesel v košaro. Nepričakovana prijaznost gospoda Mačkona je gospo Gosko tako presenetila, da je ostala brez besed. Ga, je živčno zagagala in odcapljala, ne da bi se gospodu Mačkonu zahvalila za pomoč. Gospoda Mačkona je to malce potrlo, toda kmalu je srečal gospo Kokoško, ki se je trudila varno rešiti enega od svojih piščančkov z najvišje veje na drevesu. Kaj pa, če je ona? Se je vprašal maček. Opogumljen je ponudil svojo pomoč, splezal na drevo in malčka previdno prinesel na tla. Ko? Kokoška je bila tako jezna na svoje nagajivo pišče, da je poredneža zgrabila za krilce in odvlekla proč, ne da bi se gospodu Mačkonu sploh zahvalila za pomoč. Potrto je gospod Mačkon nadaljeval sprehod in kmalu srečal gospoda ovčarja, ki se je zaman trudil, da bi vžgal svoj motor. Kaj pa, če je on napisal pismo? Se je vprašal maček. Ponovno je zbral pogum in gospodu ovčarju ponudil pomoč. Z vso močjo je potiskal motor, na katerega se je usedel veliki ovčar, dokler motor ni zaropotal in začel teči. Hov, se je razveselil ovčar in zadovoljno odhrumel po poti, ne da bi se gospodu Mačkonu zahvalil. Gospoda Mačkona je to tako potrlo, da mu je postalo žal, da se je sploh trudil. Razočaran se je odpravil proti domu. Ko pa je prišel do doma, ni mogel verjeti svojim očem. Pred vrati so ga čakali gospa Goska s sveže pečenim pecivom, gospa Kokoška s košarico pravkar obranega sadja in gospod ovčar z vrčkom svežega mleka. Nekaj smo ti prinesli v zahvalo za tvojo prijaznost. In prvikrat je gospod Mačkon začutil, kaj pomeni, če te ima nekdo rad. Zato se je odločil, da bo odprl vrata svojega doma in vam povabil svoje prijateljice in prijatelje. Gotovo pa se sprašujete, in kaj se je zgodilo s pismom? Skozi odprta vrata je zapihal veter in odpihnil pismo visoko, visoko v zrak, vse do neba, od tam pa... Ja. In zagotovo je pismo našel nekdo, ki prav tako kot današnji knjižni junak gospod Mačkon potrebuje prijazne besede. In tako je naš Mačkon med iskanjem odkril moč prijaznosti ter spoznanje, da le nekaj preprostih besed
lahko polepša življenje nekomu. Zelo navdihujoča pravljica. Sofija in Zoja, najlepša hvala za čudovito pravljično željo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zimski pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste prav tako spoznali muco Mijo, ki je šivala besede. In knjižna junakinja Lisica je kmalu spoznala, kakšno moč imajo napisane besede. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, da ne pozabite na lepe besede, s katerimi lahko ogrejete srca. Prijeten pozdravček Sofiji in Zoji, ter pa seveda vsem poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam en pisemski pozdravček. Čau, čau! Pa res simpatična pravljica. Bravo, gospod Mačkun. Pozdravljeni, dragi otroci! Zelo sem vesela, da ste z mano spet na kanalu Moj knjižni kotiček in danes sem za vas ponovno pripravila eno super pravljico. Joj, jaz se res opravičujem, da je tako razmetano. Joj, koga bi jaz prosila, da bi mi lahko pomagal urediti tele copate? Joj, morda vi veste, otroci, koga bi jaz poklicala? Kužka? Ne. Kuža mi ne bo mogel pomagati. Že vem. Tamle zadaj se skriva v tej lebeli hiški z rdečo streho. A veste, kdo je to? Poglejte jo. Muca copatarica. Ta mi bo zagotovo pomagala. Kaj ne? Mi boš pomagala? Seveda mi bo pomagala. Udobno se namestite, tako se bom tudi jaz in tale mucka, ki bo z mano prebrala tole pravljico. Pravljico Muca copatarica je napisala slovenska pisateljica Ela Peruci, ilustrirala pa Ančka Gošnik Godec. Smo pripravljeni? Smo? Pa začnimo. V mali vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti v rdeče in modre copatke. Vse hiše v vasi so bele, vse strehe na hišah so rdeče. Vsa okna imajo zelene naoknice, dvorišča so pometena in cesta je gladka. Vse je v najlepšem redu. Le otroci so neredni. Zvečer, ko ležejo spat, nikoli ne pospravijo copat za seboj. In drugo jutro jih iščejo pod mizo, na stopnicah, v vozičku, med drvmi, v žepu očetove suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo pa v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah v mali vasi kuhali zajtrk, je Janezek zaman iskal svoje copate. Mama, kje so moji copati? Je vprašal. Če jih nisi zvečer pospravil, ti jih je odnesla muca, je odvrnila mama. Mama, kje so moji copati? Je klicala Špelco v sosednji sobi. Če jih nisi zvečer pospravila, potem jih je odnesla muca, je rekla mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašal Tine v tretji hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, mu je odgovorila mama. Mama,
Kje so moji copati? Je vprašala Tonka in mama je odgovorila: Muca jih je odnesla. Vsej vasi je dišalo po sladki kavi in otroci so bili že pošteno lačni. Kar bosi so posedli k mizi, napili so se tople kave, potem pa je Janezek stopil na prag in zaklical čez cesto: Špelca, pridi k meni! Špelca je takoj pritekla na prag in rekla: Saj bi rada prišla, pa ne morem. Muca mi je odnesla copate, pridi ti k meni. Ne morem, je rekel Janezek. Muca mi je odnesla copate. Tine, sta klicala Janezek in Špelca. Pridi k nama! Tine je pritekel na prag in odgovoril: Muca mi je odnesla copate. Še Tonka je prišla na hišni prag, tudi njej je Muca odnesla copate. V vseh hišah so odpirali vrata in vsi otroci so prišli bosi na prag. Muca mi je odnesla copate, so klicali drug drugemu. Prestopali so se z noge na nogo, ker jih je zeblo. Potem pa je posijalo sonce in otrokom je bilo toplo. Bosi in v pisanih srajčkah so prišli na cesto. Spraševali so se: Kam je odnesla Muca naše copate? Poiščimo Mucin dom, je rekel Jurček. In so šli. Zavili so s ceste in hodili po rosni travi. Prišli so do gozda in so šli kar naprej. Hodili so po mahu, poslušali so ptičje petje in prepogibali grmičke, da bi našli Mucin dom. Sredi gozda pa so našli belo hišico z rdečo streho. Okna so bila polna rož. Na vratih pa je bil napis: Muca copatarica. Muca je otroke slišala in jim odprla vrata. Ja, ljubi otroci, kaj bi radi? Copate, so prosili otroci. Nato jih je povabila v hiško. In v hiški so bile police in na policah modri in rdeči copatki. Kakšen red je bil v hiški! Otroci so umolknili. Vsak naj vzame svoje copate, je rekla Muca copatarica. To pa ni bilo lahko. Copatki so bili očiščeni in zakrpani, a potrgani gumbi spet prišiti. Otroci so jih komaj prepoznali. Bobek, najmanjši med otroki, pa svojih copatk ni našel. Vsi otroci so bili že obuti, on pa jih je še vedno iskal. Če copatk ne najdeš, boš moral bos domov, mu je rekla Muca copatarica. Bobka je zeblo v noge in na jok mu je šlo. Njegovi copatki so bili raztrgani, na polici pa ni bilo strganih copatk. Otroci so že odhajali iz hiške in Bobka je vedno bolj zeblo. Muca copatarica pa mu je govorila: Bos boš šel domov? Prehladil se bom, je rekel Bobek in Muci se je zasmilil. Najbolj nereden si, a najmanjši in bi se nemara res prehladil, če bi hodil bos, mu je rekla in mu prinesla copatke. Bili so zakrpani in čisti. Ko bo zapadel sneg, ti se šijem nove, mu je obljubila. To pa so slišali tudi drugi otroci. Obrnili so se in prosili: Meni tudi, meni tudi, meni tudi.
Muca copatarica jim je pomahala in rekla: Tudi vam jih sešijem. Zaprla je hiško in gledala skozi okno, kako so otroci v pisanih srajčkah in v rdečih in modrih copatkah hiteli domov. Zadnji je tekel Bobek. Bobku sešijem najtoplejše copatke, takšne preko gležnjev. Janezku sešijem takšne, da jih bo lahko nosil tudi k telovadbi. Špeljčini copatki bodo lepi kot mamini. Tinetu, ki izgubi vsak gumb, moram sešiti copatke brez gumbov. Tonki pa sešijem copatke s cofi. In drugim otrokom? Vsakemu takšne, kot si jih najbolj želi. Tako bom vsem ustregla, je premišljevala Muca copatarica, ko je gledala za njimi. In potem je zaprla še okno in zaspala. Danes sneži in Muca copatarica šiva copatke za otroke iz male vasi. Zajčjo kožo ji bo podložila, da bodo toplejši. Kdo ve, ali bodo otroci pospravili, ko pojdejo spat? Otroci, ali vi nosite copate? Ja, jaz jih ne znam skoraj da nosim, neprestano. In tudi pospravim jih, da slučajno ne pride Muca copatarica. Tako, upam, da vam je bila pravljica všeč. Takole. Zdaj pa, Muca copatarica, jaz mislim, da je čas, da midve najprej pospraviva vse tele copate in jih urediva, a ne? Vas, otroci, pa vabim, da se mi pridružite na kanalu Moj knjižni kotiček, kliknete tukaj gor in se prijavite, da boste lahko slišali še mnogo novih pravljic. Do takrat pa, adijo, čau, čau. Pridi, Muca, greva boš pospravljati. Bomo vzeli tele copatke. Pa kje pa še eden, da vidimo. Aha, evo ga. Takole, evo. Pa tega bova pospravila. Aha, tale sodi zraven. Joj, ne. Tule sta še dva copatka. Ti otroci, kaj ne pospravljajo copatko za sabo. Še tukaj je eden. Super, tele bomo dali malo sem. Potem pa imamo še en mali copatek. Joj, ta pa ne vem, če ima par. Pa še tale copatek. Tale bo tale, a ne? Ja, seveda. Evo, takole. Ti otroci. Pa tega bomo dali še tukaj, pa tega tukaj. Joj, ampak tale copatek. Tega pa ni nikjer. Ga bom šla, pa ga bom popravila in sešila. Super, zdaj pa je točno tako, kot mora biti.